Dober dan, od srede do srede, kolega Janez Markeš. Živijo, lepo zdrav sem. Kje smo končali v ponedeljek? Ponedeljek so nekaj govorili, da bo v Black Cube razglabljalo, pa ne vem, če bo. Boš da naredila zdaj neko upogled, analizo prihodne vlade, kaj tazga. Mislim, dejva začeti s tem, ne, da vodja sedanje opozicije in hipotetični bodoči mandatar Janez Janša trdi, da imamo problem z volitvami, češ da naj bi bila glasovanja, ki so se predčasno izvajala v ljubljanskih Stožicah, zelo nenavadna, rezultat iz Stožic naj bi bil čudaški. Po drugi strani se pa jaz dobro spominjam, da je on pozival svoje volivce, naj v Stožice ne hodijo, in so očitno njegov poziv upoštevali, niso šli volit, zdaj pa delež glasov, ki so šli na levo v Stožicah višji kot glasov, ki so šli na desno, kar pa služi kot dokaz, da je prišlo do neke domnevne malverzacije. Škaj, se več kot toliko z njim ne bi ukvarjal, ker itak je v okviru te svoje paranoje se stalno giblje, če pač ne zmaga, potem rezultati niso legalni. Je pa dobra novica in pohvalim ga zato, ker je rekel, da bo uporabil pravna sredstva in da se bo zatekel k pravosodju in bo to pač pravosodje v slogu svojega krivosodja odločilo tako, da bo prav, očitno mu zaupa in to je nekaj novega pri njemu. Komu zaupa? Ja, pravosodju, če je rekel, da bo sodne poti uporabil, za razčiščenje. Legalne poti bo uporabil za razčiščenje, ali so rezultati legitimni ali niso. To je pravilna pot. Mislim, Vrhovno sodišče je pravkar odločalo o rezultatih referenduma in je ugotovilo, da če tudi so morebiti kršitve bile, te niso bile tolikšne, da bi morali referendum ponavljati. Da tukaj je pa treba zdaj dokazati, da je prišlo na volitvah do takih kršitev, da je to imelo vpliv. Saj bo pač dokazal, ampak trenutno nihče še ni mandatar. Lahko da bo on mandatar. Kdo bo mandatar? Ja, mandatar bo tisti, ki mu bo mandat podelila predsednica države. Najprej se mora konstituirati, in to v 20 dneh se mora konstituirati parlament, in potem bo parlament izkazal in po pogovorih pokazal, kam ga nese, se pravi, kako lahko sestavijo svojih polovico glasov, 45-46 glasov, in predsednica države je rekla, da bo pač dala mandat tistemu, ki bo prinesel 46 glasov. To je zdaj igra. Ker tam okrog 10. aprila se državni zbor konstituira. V 20 dneh se mora. Test pa bo, ali kdo bo postal predsednik državnega zbora. In tam so 3 iteracije, Ja. Prvič pa drugič se išče 46 glasov, Ja. potem pa relativna večina oddanih glasov. Ampak recimo, da je splošno prepričanje, da bo vlado sestavljal Robert Golob spet, da bo on mandatar, in on je že včeraj, danes je sreda, to je bilo včeraj, je že poslal pismo pač vsem poslanskim, vsem strankam, minus SDS, kar je naprej povedal, da se z njim ne bo pogovarjal, ljubezensko pismo. Pridite, se bomo pogovorili, bomo pokopali zamere, se bomo pogovarjali o prihodnosti Slovenije. Izpostavil je pa program AST, to se pravi ambiciozna Slovenija, kar pomeni, da je dojel realnost in da bo pač moral odpreti neko novo poglavje, v katerem se bo pogovarjal o gospodarstvu, recimo temu tako. Na račun Levice? Na račun Levice v vsakem primeru lahko da, ni pa nujno. Zdaj tako, če bo on, jaz sem ga pred 4 leti imel za racionalno bitje, Potem je pa 1 leto pa pol dokazoval, da ni. Potem je spet pokazal, da ima elemente racionalnosti, bomo pa videli, kam ga bo zdaj odneslo. Ampak še enkrat poudarjam, on je volitve naredil ne zato, ker je lep, ne zato, ker je pameten, ne zato, ker je bil politično uspešen. Pač pa zaradi tega, ker so ljudje ustrašili pred populističnim pučem. No in tu je zajahal nek val, upravičeno in uspešno, Mora se pa zavedati, kaj ta val pomeni. Ta val pomeni, da mora ohranjati prvo, kar je multilateralizem, drugo, kar je koncept pravne države,
da mora ohranjati idejo javnega prostora. Mednarodnega prava. Ja, to je multilateralizem, mednarodno pravo in da mora upoštevati to, da ljudje hočejo imeti stabilnost in mir, ne preko cuštva, ne trumpizma na slovenski način, ne urbanizma na slovenski način, ne stalne paranoje in ne stalne kapricioznosti. Če bo to dojel, in možnosti so, da bo dojel tudi to, ne, da ga je v ta kurs zelo dobro utirila ne samo levica, ampak intelektualno zaledje levice in vse, kar to predstavlja. Ne. Mnogi bi to utajevali, mnogi bi civilni družbi zmanjševali pomen, ampak dejstvo je, da on je uspel prav zaradi tega in izključno prav zaradi tega. Ne. Seveda, zdaj je odprto vprašanje pogovora o gospodarstvu. No, in to je zdaj tista vroča tema. Koliko pobud, recimo od NSI-ja, on si bi najbolj zavarval hrbet, govorim v parlamentu, kot vlada, če bi šel v koalicijo recimo z Logarjem in pa z NSI-jem, z Vrtovcem. Ne. In zelo možno je, da se bo to tudi zgodilo. Ne. Potem bo treba pa najti novo definicijo gospodarstva. Kaj je malo gospodarstvo? Treba bo ostro razločiti med tem, kaj je gospodarska zbornica in kaj je zdravniška zbornica, kot tistimi, ki najbolj govorijo o tem, kaj gospodarstvo je. Poleg tega pa o tistih, o katerih se govori kot komunalnih stricih iz ozadja, se pravi tistih, ki so do gospodarske pobude ali pa do močnih vzvodov gospodarstva prišli skozi tranzicijo in tako imenovano prihvatizacijo. Na eni strani, na drugi strani pa realnih okvirov malega gospodarstva v stilu Maxa Webra, da duh kapitalizma in protestantska etika, inovativnih ljudi, ki intimno stavijo na napredek, intimno stavijo na neko inovativnost, ne? In to je tisto, kar velja z obema rokama podpirati, ampak treba je narediti jasno razločnico med tipom gospodarstva, ki je monopolistično do neke mere vezano na državni proračun z sumljivimi prijemi, ne? In na tisto, ki pa mora imeti možnost, da zadiha. To se jaz popolnoma strinjam. Nisem pa prepričan, da to NSI lahko zagotovi, ne da bi stopila v stran od svoje zelo, ko rečem, militantne retorike v predvolilnem času. Isto velja pa za Logarja. Ne? In če bi Golob ujel ta ritem, da bi rekel, ohranjamo javno zdravstvo, koncept socialnega varstva najšibkejših, ohranjamo koncept postopnega zagotavljanja stanovanj, kar je povedal v predvolilni kampanji premalo. Saj ne moreš ti zagotavljati rešitve stanovanjske politike z nebrzdano rastjo gradnje stanovanj. Saj s tem ne rešiš nič. V Sloveniji je ogromno praznih stanovanj, treba bo to urediti tudi z davčno politiko, tistih imajo po 10-20 stanovanj, s praznimi stanovanji. Posod po svetu to regulirajo. Posod po svetu kaznujejo tiste, ki kopičijo nepremičnine in niso funkcionalizirane. Ne? Vedno davčna politika zasleduje to, da je država v gibanju in da služi prebivalstvu, ne pa to, da eni zganjajo novo obliko fevdalizma. Ne? Skratka, če bo to znal nasloviti in če bo znal ohraniti socialno državo, potem lahko veliki zmagovalec. Če bo na to pozabil, obrnil list, odvrgel levico v stran, predvsem pa idejne koncepte. Šlo je tudi za taktično glasovanje, ne? In pri teh taktičnih glasovanjih se potem reče, ne, da je levica padla za svobodo. Se je, ne. Ampak, če bo on šel v grobo obliko neoliberalizma tega tipa, trumpovskega tipa, se pravi elitističnega, ki je že v bistvu plutokracija, če bo on to ploščo obrnil, potem ljudje ne bodo več rabili ponaredka, voliti bolj grejo lahko v original. Ponudba originalu je pa na desnici neomejena. Ne? Neomejena. Se pravi, nacionalisti, ki so največji internacionalisti, nacionalisti, ki so v bistvu kapitalisti, ki v bistvu govorico kapitala. In še nekaj bo treba razčistiti brezkompromisno vloga Izraela v vmešavanje v našo. No, ampak zdaj smo pa na tej točki. Ne? Ti zdaj razlagaš, kaj se bo na koledarju dogajalo v petek. Ne? V petek bo ta kava. To bo prva tipanja. Ja, ampak pred petkom je pa četrtek, se pravi, to je jutrišnji dan. To je pa sestanek Sveta za nacionalno varnost. Na Svet za nacionalno varnost so pa vabljene vse stranke oziroma predstavniki vseh strank, ki so prišli v parlament, pa predsednica republike. Tu ne sme biti kompromisov. Tu je treba stvar razčistiti radikalno in to pravno natančno, tako apodiktično. Ne pozabiti, da se v zaledju vsega tega dogaja zdaj tudi
živahna diplomatska dejavnost za končanje vojne v Iranu, ker je v bistvu problem istoroden. Vsi se ozirajo v Izrael, kako je po domač, oprostite izrazu, nategnil Trumpa in Ameriko, da so napadli Iran in sfinancirali vso zadevo. Zdaj se je oglasila Rusija, zdaj se je oglasila Kitajska. Vsi so za to in Iran bo popustil. Takrat, ko bosta Kitajska rekla in takrat, ko bo Rusija rekla, bo popustil in bo šel v pogajanja. Kaj bo popustil, glede česa? Popustil bo glede tega, da se z Američani ne misli več pogovarjati. Ampak če bo mediator Kitajska, če bo mediator Pakistan pač ponuja svoje ozemlje, in če bo mediator Rusija, potem se Iranci bodo pogajali. Ampak Iranci govorijo pa nekaj, kar je za mene popolnoma pravilno. Če se bomo zdaj pogovarjali, se bomo tako, da bo mir trajen in večen. Nobenih izraelskih fint več tukaj ne sme biti. Ne tistega sistema košnje, da pokusiš, uničeš, polk zraste trava, pa spet napadeš, pa spet kosiš. Tega ne sme več biti. In Iranci so organiziran sistem, tam ti lahko po enega pobiješ, ampak sistem še vedno deluje, zato ker so to modra nacija. Isto velja za Kitajce. Kitajci po svojih 5 letkah, jaz sem šel gledati te 5 letke, ti ljudje, Iranci in Kitajci, se zavedajo ene stvari, katere so v Sloveniji, zdaj se vrača spet na problem gospodarstva. Ne zavedamo. Oni se zavedajo, da je od vsakega posameznika je nekaj, vsakega od nas kot posameznika je nekaj večje od nas. Nekaj je večje od nas, karkoli že, v religiji to Bog. V državništvu je pa to sistem. In ta sistem na Kitajskem v Pakistanu govori, vsak posameznik je pogrešljiv, sistem je pa ne pogrešljiv, nezamenljiv in nezmotljiv v končni instanci. Zakaj? Zaradi tega, ker je zasnovan tako, da se uči na preteklih napakah in za 5 let naprej, Kitajska na primer, dela strategijo, on dela po 3krat po 5 let in vsaki 5 let, ki si zadajo cilje, potem jih vmes testirajo, jih realizirajo, naslednji 5 let, ki odpravljajo napake prejšnje 5 letke, v 3-5 letkah je pa rezultat tako na minuto natančno izpeljan. In oni grejo zdaj v večji suverenizem, v manjšo odvisnost od svetovnih trgov, ker zdaj so bili tovarna sveta. Zdaj imajo naslednje poglavje to, da bodo bolj avtonomni, šli na višjo dodano vrednost, na varnost, se pravi neranljivost od Američanov, od svetovnih drugih trgov in podobne stvari. Se pravi, grejo tudi v zeleno preobrazbo mimogrede. Skratka, to je nekaj, o čemer se Kitajci predvsem v geopolitiki gospodarstva pogovarjajo. Ali se v Sloveniji o tem pogovarjajo? Pri nas so vse stranke, ki se zdaj poskušajo pogovarjati o koaliciji v imenu gospodarstva, se pogovarjajo o participaciji pri monopolih, pri državnem proračunu, pri grabljenju denarja. Mi se ne pogovarjamo o tem, kakšna je strategija Slovenije, gospodarska strategija Slovenije čez 5 let, pa čez 10 let, pa čez 15 let, tako kot Kitajska, tako kot to dela, ali državnega sistema kot nacionalni državni sistem v smislu, mi smo kulturna entiteta, mi imamo svoj jezik, ki nas definira, mi imamo svoj prostor, ki nas definira, se pravi, o tem se je treba pogovarjati. O tem se nihče ne pogovarja, na Kitajskem bi se o tem pogovarjali. Nazaj, Black Cube. Black Cube pomeni vse, kar je v nasprotju s tem, kar sem zdaj povedal. Black Cube pomeni to, da obstaja neka nadinstanca, neki nadjaz, ki mu je dovoljeno početi vse. In lahko vsake posameznike uporablja za to, da destabilizira ne samo Slovenijo, destabilizira Evropo, Ameriko, destabilizira cel svet. In to Izrael počne. In s tem je treba upraviti radikalno. Evropa molči in sram ne jo bodo molči. Čeprav, a veš, je recimo v Nemčiji prišlo do polemike med predsednikom republike pa predsednikom vlade pri določenih točkah. Ampak zakaj ne? Predsednik je ohladil retoriko, zato, ker je Nemčija postala stranka v postopku na predlog Venezuele, ker se Nemčija obtožuje, da je izdelovala orožje za Izrael za genocid. Se pravi, Nemci imajo to kulturo, da reče, zdaj moramo pa majhen ohladiti debato, se majhen distancirati, zato ker na sodišču ne smemo izpadati kot brezprizivni podporniki. Istočasno se pa že pogovarjajo tam nek pri enem Volkswagenu, da bi pa eventualno delali sestavne dele za izraelske rakete. Nemci so postali strašno dvolični. In to mene zelo moti, ker sem jih vedno cenil. Tudi Izraelce sem cenil, dokler nisem ugotovil, da je sionistični režim podlaga za genocid. Pri genocidu se nimamo več kaj pogovarjati. In Slovenija mora to razčistiti, tudi to moramo razčistiti, da ne bo pomote. Zakaj so se ministri svobode utišali?
5:12, ki se bo treba pridružiti Južni Afriki. Mislim, ena od interpretacij pravi na prošnjo Palestincev. Zakaj? Zato, da slovensko odločitvijo, ko se pridruži tožbi Južne Afrike, pod vprašaj postavi slovensko sodnico na mednarodnem kazenskem sodišču. Kaj so pa rekli? To je interpretacija. Kaj so pa rekli gospod Janša? Gospod Janša so pa rekli, da so počepnili pred Izraelom, zato da ne bi prišlo v prisluhih še kaj ven. Ne? To so pa gospod Janša rekli. Ne? Veš, zdaj pa, če pa greva midva te prisluhe poslušati, kaj je bilo v njih izrečeno. Ja. A je bilo izrečeno kaj več kot kavarniška kvanta? Ne, prvič to ne, drugo, kar je pa nič ni bilo povedano, kar že ne vemo. Kar že ni pisalo v časopisih, kar ni bilo v medijih že objavljeno. Ali pa v Tarči. Ne? Ja, tako je. Ja. Namreč, ker poročila preiskovalnega novinarstva slovenskega so povedala mnogo več od tega, kar smo slišali ob špagetih. Ali kaj tako je, tisti je brez veze. Sama vsebina je prav, da se preišče, a ne, zlasti te zadeve, mister 10% in tako naprej. Vse to se da preiskati. Odkar je Goran Klemenčič ven prinesel jasne ko ne rečem, indice in kako se temu reče, obtožbe, ali karko že upravno mislitnjako, da se nam zapleto, ampak skratka, poročila, tako, ne, jasna poročila o tem, takrat sta bila Zoran Janković in Janez Janša na tapeti, ne, in po toliko letih je kaj doživel, da je gospod Pahor, ne, Borut Pahor, ne, imenoval gospoda Štefaneca, ki je pomenil približno tako kot pa razrečevanje Malinovca. Ne. Skratka, vse skupaj je zvodenelo, KPK je izgubil ves ugled, zadnja sestava KPK-ja so sledili volile spet na Trstenjakova, upam, da niso bili tudi tukaj Izraelci zraven udeleženi. Skratka, KPK ni imel več poslej tega ugleda, kot ga je imel tedaj. Ne. Ampak že tedaj smo mi vedeli o teh dilemah, ki so bile zdaj predmet, kako ne rečem, eureka, odkritje je bilo. Že takrat smo vse vedeli, takrat je bilo to že vse noter vsebovano. V poročilu KPK je že takrat vse to pisalo, ne? Če se jaz prav spomnim. Ja, sem je bilo uravnoteženo. Ja, to je problem, zdaj uravnoteženost je pa ena najbolj problematičnih kategorij. Ne? Ampak sestavljanje vlade pač ne bo smelo biti uravnoteženo. To je zdaj dober izraz uporabo. Se pravi, sestavljanje vlade, se pravi, da bo trn kvrgu na ono drugo stran, na desno, ne? In se bolj po svetu, recimo temu gospodarstvu, ne bo smelo biti uravnoteženo. Lahko, da bo sestavljeno iz dveh raznorodnih, recimo temu, komponent, ampak ne sme biti uravnoteženo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je treba najprej razločiti monopolizirano tranzicijsko gospodarstvo in tajkunizirano gospodarstvo od pravega gospodarstva, ki je od bottom-up, se pravi, ki izhaja iz podjetniške pobude in je inovativno. Se pravi, to je treba jasno razločiti. Treba je jasno razmejiti zdravniško zbornico, ki je nič drugega kot lobijska skupina. Treba je razločiti gospodarsko zbornico, ki je nič drugega kot lobijska skupina, od podjetnikov, ki res delajo in ustvarjajo, in podjetnike, ki res delajo in ustvarjajo, treba z vso, bom rekel, prijaznostjo in odprtostjo podpreti in jih pohvaliti. In tega duha pripeljati v vlado, ki pa seveda nima nič proti socialni državi, a ne? Ker tle pa ne gre za prerazporejanje kapitalskih dobičkov, ampak gre za uravnoteževanje, zdaj smo pa pri uravnoteževanju, razmerja med socialno državo in razvojem in napredkom. To se pa da. A ne? To so že nekoč Švedi pokazali, to so Nemci nekoč pokazali, mogoče treba zdaj na novo definirati, ampak podjetniki praviloma govorijo, taki podjetniki, ki delajo na čisto, praviloma govorijo, da nimajo nič proti javnemu zdravstvu in da nimajo nič proti socialnemu. To praviloma govorijo. Taki podjetniki. Ne? Kdo se pa napihuje? Napihujejo se pa tisti podjetniki, ki so tajkunsko Neureicherji. Včasih smo se učili nemško, so rekli Neureicherji. Kaj je to? Kaj je to? Nove pare, kako se temu reče? Po slovensk novoriš. Ja, novoriš je po francosko. Ja, francosko, ja. Ampak Neureicherji se je včasih reklo. Oziroma, star denar pa nov denar. Ne, tudi, ki je prišel in rekel, grabte denarjev, kup gotove, z njim gradite si gradove, kranje smo vam osle, kaže, je rekel Francosko. Ja. To so bili Neureicherji. Aha, okay. To so bili tisti, veš, ki so čez noč obogateli. In mi imamo, naša tranzicija je prinesla en kup novo bogatašov, ki si
ki si tega strašnega bogatstva pod nobenim parametrom, razen z brezobzirnostjo in dobrimi zvezami, niso zaslužili. Ne? In to je treba razločati od tistih podjetnikov, ki pa imajo ideje, inovacije, ki so pridni in ki hočejo participirati in spoštujejo državo. To je naloga zdaj Golobova, mogoče je to nov diskurs, nova oblika debate in da to diferenciacijo uvedemo. In če se bo NSI na tak način priključila, kar jaz seveda resno dvomim, da ne bo pomote, ampak če bi se na tak način priključila iz te pobude, ne, sploh je NSI zelo kontradiktorna. Po eni strani hoče imeti čisto enko državo, pa nič plačevanje davkov, po drugi strani pa hoče kmetom dati neomejeno subvencijo. Veš, koliko denarja se je izmetalo v kmetijstvo? Z gnojnimi vilami skozi okno. Veš, koliko se ga je izmetalo? Noro. In to sta dva koncepta, ki gresta skupaj. Ne? Po eni strani hočeš močno državo z močnimi davki, zato da bo kmete subvencionirala, v imenu neke prehrane, v bistvu gre pa za novo industrijo, za zelene puščave. Mi imamo v Bohinju zelene puščave, sploh ne moreš več. V Triglavskem parku imamo zelene puščave. Zato, ker je gnojeno z nekimi gnojevkami, tako nizkega ekološkega standarda še ni bilo v zgodovini Bohinja. V imenu ekologije. Ampak v imenu kmetijstva in samooskrbe. To je ena realnost. To se pravi, in zato je treba ogromne količine denarja. Ne? Na drugi strani imaš pa željo gospodarstva, zlasti tistih najbolj bogatih od bogatih, to se pravi slovenskih kušnarjev, slovenskih maskov in tako naprej, ki bi pa radi, da država praktično ne bi niti biliča prodala in da podjetniki ne bi imeli niti evra davka. Ne? In tu je treba najti tisto diferenciacijo, ki se ji reče Evropa, gradne Evrope, kulturne Evrope, politične Evrope, gospodarske Evrope, srednjega sloja. Kitajci imajo v tej naslednji petletki izrecno napisano okrepitev socialne države in izgradnjo srednjega sloja. Sem šel gledati. To je program Slovenije Golobove v naslednji 4 letki. Dobar, kolega Markeš, se vidva čez en teden, pa vidva, kje smo. Ne? Drži. Se vidimo. Hvala.